Dobro, dober dan. Danes je pravi dan za nadaljevanje naših razmislekov o filozofiji, o psihoanalizi v filmu, čeprav v zadnje čase se ukvarjamo precej s filozofijo, vendar je to nič narobe, ker je strogo vzeto nemogoče ločiti psihoanalizo od filozofije. To je moja ideja. Ni samo moja, pa Freudova. Je pa tudi moja. Če torej želite biti psihoanalitik, potem se morate ukvarjati s filozofijo. In če hočete filozofirati, morate prebrati vsaj kakšno Freudovo knjigo. In to vas bo potem potisnilo še kam drugam, kaj ti Freud je bil neurolog. Kar pomeni, da ni nič narobe, če bi kaj vedeli o delovanju možganov. To je zelo minimalni dispozitiv. Tako da ne bomo niti nadaljevali. Čim odprete usta, se že znajdete v tem dispozitivu. Je že nujno, da se ukvarjate s temi zadevami. In to je fajn, to mi je všeč. Kako velike zahteve se zgrnejo nad vas v trenutku. Ko rečete, jaz bi se ukvarjal s psihoanalizo, ali pa s filmom. Ali pa, če hočete, z psihoanalizo in filmom, ali pa s filozofijo filma, ali pa s teorijo filma, ali pa kaj podobnega. Vseeno, za kakšne kombinacije gre. Vse se morate ukvarjati z vsem. Ker drugače večine stvari ne morete razumeti. Kar pomeni, da je vaše ukvarjanje z njimi brezupno oziroma neproduktivno. In takega ukvarjanja je, kakor hočete, neproduktivnega namreč. In zato se bomo danes lotili ene refleksije tega, s čimer smo se ukvarjali v zadnjem času, recimo v tem šolskem letu. Odgovorili bomo na vprašanje, s čim smo se ukvarjali, pa tudi zakaj oziroma čemu smo se ukvarjali. In vse skupaj bo drugačna refleksija nečesa, s čimer sem se jaz srečal prvič v času, ko sem študiral. Naravno bom povedal, kdaj je to bilo, ker me kar groza, ko kdaj rečem, tistega leta takrat, a to kdaj te že videl. In je, pač staramo se, vsak dan za 24 ur in nimamo kaj. Torej, nekakšna dvojna refleksija bo namreč eden od avtorjev, ki so zelo vplivali name v tistem času, je bil Michel Foucault, ki je umrl leta 1984. In spominjam se, ko je šel prevod njegove knjige Nadzorovanje in kaznovanje, to so bili zlati časi za teorijo. Namreč takrat ni bilo nobeno vprašanje, a boš to knjigo kupil ali ne. Je bilo samo vse pomembno, da jo boš. In zlati časi so bili tudi zato, ker se mi je zgodilo, da sem šel po cesti, mislim, da je bilo na Čopovi, če se ne motim celo. Na Čopovi je bilo na takratni Titovi, tam nekje, s knjigo v roki in sem bral torej Foucaulta, Nadzorovanje in kaznovanje, in ker sem bil zatopljen v knjigo, sem se zaletel v nekoga, ali pa se je on zaletel vame, ali pa se sem bil drugega, ki je prihajal nasproti. In to je bilo neverjetno srečanje, namreč človek, ki je prišel na nasproti meni, sva se zato zaletela, ker je bil tudi on zatopljen v knjigo, je držal v roki Foucaultovo knjigo Nadzorovanje in kaznovanje. To je bilo nekaj
Danes se zdi, da je to nemogoče. Preprosto preveč redko srečen, da bi se lahko zgodilo. Takrat pa pravzaprav ni bilo tako zelo nemogoče. Bilo je seveda tudi silno redko, ampak in ko smo se spogledala in smo videla, da imala enako knjigo v rokah, sem se tako nasmehnila, nekako v smislu, itak danes se bere Foucaulta, kaj pa drugega pričakoval. Danes, po vsem tem času, se seveda Foucaulta več ne bere, mogoče, ki je to kakšen delček, ampak s tako strastjo kot takrat, pa nočem zdaj biti poceni nostalgičen, ker nimam dobenega razloga, da bi bil. Mislim, da ne. Takrat, ko smo to brali, je bil Foucault še živ in je bil poseben občutek v zraku, da ni bilo zelo daleč, čeprav je obstala še juga. Ampak, veste, nas ni nikoli v resnici to kaj dosti motilo ali pa bremenilo, da smo mi v Jugoslaviji. In da je Francija na zahodu. Ne, Francija je pa čisto blizu, na dosegu roke je bila. Če si hotel na Foucaultova predavanja, si pač šel. Lahko si šel na Foucaultova predavanja, ni bilo problem. Predavanja so tako odprta, francoska kultura predavanja je izjemna v tem smislu. Če bi hotel iti na Foucaultova predavanja, bi se vsedel na vlak in odpeljal v Pariz. Mi smo držali na predavanje, kaj da si hotel. Malca je to. Koliko je danes take naravnanosti, ne bi špekuliral, ker ne vem, takrat je bilo tako. Torej, to, da smo živeli v Jugoslaviji, je bilo zgolj empirično dejstvo. Kulturno, ampak simbolno dejstvo, ne bi če nekaj drugega. Študirali smo recimo francoske avtorje in se počutili del, naprimer, francoske teoretske scene. In prijem, ni bila kaj dosti pomembna, da živiš tle, živiš tle, ok, dobro, malo smo že bili zadovoljni, da nismo bili v Sovjetski zvezi, v Romuniji ali pa Severni Koreji, ampak je podobnega, ampak vse ostalo zgolj nepomembni detajli. Michel Foucault torej. In živi še en filozof, ki je izrazil zelo veliko spoštovanja in še danes ga do Michela Foucaulta. To je Jacques Rancière. Jacques Rancière je eden tistih filozofov, skoraj bi rekel, eden tistih sorazmerno redkih filozofov, ki spoštuje kakšnega drugega filozofa. In to tudi pove. In pove, da je delo tega drugega filozofa, Michela Foucaulta, zelo pomembno, pozitivno vplivalo na njegovo delo. To ne pomeni, da Rancière posnema Foucaulta, ker ga ne, niti približno, niti slučajno. Ampak se tudi ni nobene potrebe, nobenega interesa, da bi človek tako posnemal koga drugega. To, da naredi nekdo vtis s svojim delom, recimo, še ne pomeni, da zdaj postaneš njegov fan, kot se reče, služabnik ali pa hlapec ali pa nekdo, ki mu pač sledi. Niti slučajno to ne pomeni. Pomeni samo, da je vplival na te in da je vplival, naprimer, na pozitiven, produktiven način. In Jacques Rancière se je tako rekoč vse življenje ukvarja z nekim aksiomom, s katerim se bomo tudi mi danes. Se pravzaprav vse že ukvarjamo. Danes se bomo še enkrat, ker delamo svojo vrstno refleksijo. In ta aksiom je aksiom egalitarnosti. Ta aksiom je tak, da ga ljudje pogosto narobe razumejo, kot da smo vsi enaki. In naleteli boste na vrsto protestov ljudi, ki so pravzaprav trivialni sami po sebi. Trivialno je namreč ugotavljati, ali smo ljudje enaki ali nismo. Ker vsakdo ve, da nismo. To je odveč. Egalitarnost ne pomeni, da smo ljudje enaki. Pomeni nekaj drugega.
In pomembno je, da govorimo o aksiomu. Pri aksiomih je tako, da imajo univerzalni status, da pa jih lahko izberemo ali pa tudi ne. Tem je zanimiv problem človeških bitij, da imajo navidezno svobodo, da izberajo nekaj, kar je univerzalno, ali pa so brezbrižni, ali pa o tem, kar ima univerzalno vrednost, ničesar ne vedo, ali pa morda tudi ničesar ne želijo vedeti. To je velik problem, to je empiričen problem. Problem je tudi zaradi tega, ker ne morete narediti ničesar, da bi bilo drugače. Ker ne morete vplivati na ljudi in na njihove odločitve, ker so v tem smislu svobodni. In tem je svojevrstni pesimizem. Pesimizem vsakega razsvetljenstva je, da ne morete vedeti, ali ljudje sploh hočejo biti razsvetljeni. Oziroma, tudi če domnevate, recimo, upravičeno, kar je diskutabilno, da želijo biti razsvetljeni, ne morete biti prepričani, da bodo to siceršnjo željo kdaj hoteli zadovoljiti. Ne morete biti prepričani in na določeni ravni ne morete storiti česar, da bi postali razsvetljeni, celo takrat, ko trdijo ti drugi ljudje namreč, da želijo biti in postati razsvetljeni. Biti razsvetljen je pravzaprav nekaj izjemno zahtevnega. To je breme. To je veliko breme, to je zahtevno delo, potrebno je zahtevno delo, da človek postane razsvetljen, da ostaja, recimo, razsvetljen in hkrati ne morete računati, da vam bo zaradi tega kdo ponudil kakšno medaljo ali pa nagrado, da vas bo kdo zaradi tega hvalil. Najverjetneje vas celo ne bo. Kar je seveda še dodatno breme, ker potem v neki točki vprašate, dobro, zakaj je pa to sploh počnem. Da vam samo smolo, da zame težavamo. Ali ne bi bilo bolje biti tup in glup, kot bi se rekel v nekem drugem jeziku, ki smo ga znali, vsega še zdaj, v stari jugi. Ali ne bi bilo bolje? To vprašanje vsaj v določenem trenutku niti ni tako zelo izvito iz trte, ni tako zelo absurdno, kot se lahko zdi, da je. Saj do določene mere zagotovo je, ampak ni nujno, da se zdi, da je. Včasih se zdi, da je to mogoče še najboljša rešitev. Izrežite mi tisti del korteksa, zaradi katerega sem razsvetljen in trpim. Obstajajo številni filmi, naprimer, na to temo. Praviloma so negativne utopije. Negativne utopije, filmi, daljni prihodnosti ljudi, kjer je najbolje biti torej podoben rastlini, enostavno ubogati elito, početi to, kar vam rečejo in imeti mir, kot se reče. Ta ideja ni tako zelo daleč, tudi v vsakdanjem življenju, ne samo v negativnih utopijah. V vsakdanjem življenju danes ni tako zelo daleč, ni tako zelo oddaljena, da nas ne bi vsaj od časa v časa zagrabila in da bi rekel, mislim, sej res, kaj pa če bi probali? Ali pa vsaj, če ne gre drugače s kakšno drogo, s kakšno substanco, da tisti del korteksa utišamo, ker ga lahko, to se pa dogaja. Ni treba iti na operacijo, ker lahko operacijo storite tudi s pomočjo kakšnih molekul, recimo hrane, recimo sladkorjev. In, nažalost, tam zunaj obstaja obsežna industrija, recimo sladkih pijač in sladke hrane in vsega drugega, ki očitno zelo uspešno vpliva na ljudi, tudi na zelo mlade, tudi na otroke, da se zadevajo sladkorji dnevno. In so džankiji, čeprav se tako ne imenujejo, čeprav jih morda celo nihče tako ne imenuje, ampak so, kljub temu so. In včasih celo videti, da se kaj dosti ljudje ne vznemirjajo zaradi tega, se pa vznemirjajo recimo zaradi peščice tistih, ki so na heroinu, ki so ravno tako džankiji, ampak teh je neprimerno manj kot onih, ki so na sladkorjih. Neprimerno manj. Ampak to je problem, ono drugo pa ni. Ker ima industrija sladkarij
od tega gigantske profite in potem vam seveda lahko vsak mesec ekonomisti in drugi postreže s kakšnim podatkom, da BDP raste in da ljudje odpirajo denarnice in hodijo v trgovine in vse bolj kupujejo. Vse res kupujejo, samo dajmo pogledati kaj. Ok. Prosim. Če mogoče lahko malo razdeliti tisto, kar ste prej rekli, da so aksiomi univerzalni, kaj to konkretno pomeni? Naprimer, pred kratkim so prišli znanstveniki do ene skrajno preproste formule. N je 2 na I minus 1. Skrajno preprosto. Tako preprosto, da je še skoraj smešno. In sicer znanstveniki, ki so se lotili zelo preprostega vprašanja. Kako potekajo, kako nevroni gradijo sinapse, se pravi, kako se povezujejo z okoliškimi nevroni. In ugotovili, da to počnejo po zelo preprostem matematičnem algoritmu. Skrajno preprostem. In da zaradi tega lahko z lahkoto ugotovimo, recimo statistično ugotovimo, za celotno agregat, recimo število sinaps, ki bi jih lahko, seveda pod določenimi pogoji, nevroni ustvarili, seveda postavili tudi zgornjo mejo, ne več kot toliko jih preprosto ne morejo, če jih pa manj kot toliko, pa recimo je to premalo, pa sledijo nevrodegenerativna obolenja, nevroni umirajo in tako dalje, tako dalje. In ta algoritem za to enačbo zapišajo in ugotovijo, da je zadaj v bistvu zelo preprost aksiom. Če sebe si predstavljate kot nevron, in seveda okrog vas je milijarde drugih nevronov, je osnovni princip zelo preprost. Povezuj se, naprimer, z najbližjimi torej sosedi, seveda je to povezovanje že selekcionirano, genetsko je selekcionirano, zdaj vsak nevron se ne more povezati z vsakim, ker so različni tipi nevronov, prav povezuj se s svojimi sosedi, ki so ti enaki, po tipu. Se pravi, z vsakim, ko bo prišel mimo, oziroma za nje velja enako, ustvariš sinapso. Pika. Torej, to je osnovni princip. To je aksiom, ki nam pomaga misliti, na kakšne načine in kdaj, pod kakšnimi pogoji, kateri nevroni se bodo povezovali z drugimi nevroni, se pravi, če bomo upoštevali te in one in tretje dejavnike, kaj se bo dogajalo. Ampak v principu pa se bo vedno dogajalo, da bodo nevroni ustvarjali povezave z enakim tipom nevronov, če se znajdejo pač dovolj blizu. To je aksiom. Na to lahko računate. Enostavno veste, da vselej bo tako. Ne glede na to, katere možgane, kdaj, kje na zemlji ali pa v katerem zgodovinskem obdobju boste vzeli pod drobnogled, bo ta aksiom vedno veljal. Povezuj se tako, da. Torej, in ima univerzalno vrednost, kajti, če recimo se zgodi, da ga ni mogoče uresničiti v praksi, enostavno ne morete ustvariti možganov. Naprimer, to velja za umetno inteligenco ali za znanstvenike, ki poskušajo to isto narediti, simulirati, recimo, kar počnejo možgani, simulirati v laboratoriju. To pravi, če bomo ubogali ali pa uporabljali iste algoritme, iste principe, potem lahko računamo, da bomo ustvarili umetno inteligenco. Če ne, lahko sicer poskušamo, ampak vedno znova ugotovimo, da ne gre. Se pravi, ima ta univerzalen status. Vselej se bo zgodilo to, kar pričakujemo, če to zavrnemo, se nikoli ne bo zgodilo to, kar bi lahko pričakovali, če bi to sprejeli. Se pravi, ima ekskluzivno vrednost. In to velja za vsak princip, za vsak, recimo, aksiom. Aksiome seveda, kot sem rekel, lahko jih na nek način odkrijete. Lahko jih odkrijete, oziroma ko jih odkrijete, za nazaj spoznavate, da so vselej že delovali, samo da tega niste vedeli. Naprimer, kako se oblikuje snov v času, recimo, ko nastaja zvezda in iz te snovi nastajajo planeti, ki potem krožijo okrog
pač matične zvezde. Ne? In ugotovite, da kamorkoli greste, katerokoli galaksijo pogledate, katerokoli sistem, v Sonči, pogledate, velja enako. Ali pa, recimo, če ste Newton in razmišljate o gravitacijskih zakonih, zopet ugotovite, da velja enako. Čeprav pri Newtonu je mogoče malo drugače, ker potem lahko odkrijete, in to so tudi odkrili pred desetletji, da to sicer velja za Osončja, velja za planete, ki se vrtijo okrog matične zvezde, ne velja pa za galaksije. Za galaksije pa ne velja in to je potem pripeljalo do rojstva ideje o temni energiji in temni masi, kajti ko so merili, so ugotavljali, da se zvezde, ki so bolj oddaljene od središča galaksije, gibljajo okrog z enako hitrostjo kot tiste, ki so blizu, in so rekli, ups, tukaj se pa Newton malo zmotil. Več se ni zmotil, da Newton sploh ne mogel računati na to, ampak ste morali pač iznajti neko novo pravilo, pa se mislim, da je poanta jasna. To isto tudi velja potem za to načelo egalitarnosti, ki je. Tako je. In mi se s tem ukvarjamo. Mi se ukvarjamo s tem, torej, v principu, mi smo v položaju ljudje, da ta princip, ta aksiom, da ga sprejmemo ali pa ne. Mi lahko rečemo, da nas ne zanima, ali pa rečemo nekaj zelo trivialnega, ljudje smo pač različni, zakaj bi se sploh ukvarjal kdo z načelom ali pa z aksiomom egalitarnosti. Zakaj bi se trudil, zakaj bi se kognitivno naprezal, da bi dojel, da smo morda v nekem smislu pa ljudje vendarle enaki. Čeprav to ni očitno na prvi pogled. Se pravi, zato je potreben kognitivni napor in ko smo pri kognitivnem naporu, smo že lahko pripričani, da bodo mnogi rekli, se mi ne da. Ne ljubi se mi s tem ukvarjati. V redu, nam se pa ljubi in se s tem ukvarjamo. In kot rečeno, je za Rancièreja ta aksiom, ta princip, tako zelo pomemben, da se pravzaprav vse življenje že s tem ukvarja. In da tudi pove, da je potem imel pomembno vlogo Michel Foucault. In če najprej pogledamo, kaj je bilo tisto, kar je fasciniralo Rancièreja, kaj je počel Michel Foucault. Bomo videli, da je počel nekaj zelo revolucionarnega, izjemnega. Nekaj, kar nas, če smo pripravljeni na minimalni kognitivni napor, mora zanimati tudi danes. Prosto nas mora zanimati. To je naša dolžnost, da nas zanima. To bo razvidno iz tega, kar je govoril. No in potem v nadaljevanju, če se še s tem ukvarjamo, kar je Foucault počel, in vidimo, s čim je navdušil Rancièreja, pridemo še do ene nove ideje, ki je povezana natanko s tem, kar je sicer v naslovu naših srečevanj in tu piše tukaj tudi na platno, psihoanaliza in film. Potem boste videli, kako zanimive so povezave med tem, kar je počel nekdo, za katerega morda sploh niste vedeli, Michel Foucault, kar je vplivalo na nekega drugega francoskega filozofa, za katerega morda tudi sploh niste vedeli, to je Jacques Rancière, in kako je vse to povezano z nečim, kar pa bolj ali manj počnete vsak dan, in to je gledate filme. In izkazalo se bo, da vsakdanja praksa mnogo bolj revolucionarna, kot se nam je kadarkoli zdelo. In prišli bomo, znašli se bomo v določeni zadregi, kajti postavili se nam bo vprašanje, zakaj praviloma, ni nujno, da to velja za vse, za večino ljudi pa to velja. Zakaj gledamo samo ene filme in zakaj nekaterih drugih ne gledamo? Zakaj nekaterih drugih ne gledamo nikoli? In večina ljudi to počne. Postavili se bo vprašanje, zakaj to počne. Seveda bo na koncu isto res, kar je na začetku. To vprašanje lahko sprejmete ali pa ne. Lahko se s tem ukvarjate ali pa rečete, da se vam ne ljubi. Pa bo pa že toliko ura, da bomo šli domov, ko bomo prišli do tega. Torej pogledamo najprej, kaj počne Michel Foucault in v čem je tako zelo dober. Če je kdo prebral kakšno njegovo knjigo, ali pa
če se mačko bolj spozna na njegov opus. Potem se bo z mano strinjal, da je Foucault posvetil ogromno časa analizi pogojev, pod katerimi so se rojevale inštitucije, za katere se nam zdi, da so ali že od nekdaj tukaj, ali pa za katere se nam je zdi potrebno, da bi ugotavljali, pod kakšnimi pogoji so nastali. Naprimer bolnišnice, ali pa zapori, ali pa azili, naprimer. V končni fazi tudi tovarne in šole. Michel Foucault je bil človek, ki se mu je zdelo zelo pomembno ugotoviti, kdaj in pod kakšnimi pogoji so nastali. Bolnišnice niso obstajale od nekdaj. Preprosto niso. Javne šole niso obstajale od nekdaj. Zapori tudi ne. In tako dalje, in tako dalje. Njega je zanimalo torej, zakaj v določenih obdobjih te inštitucije ne obstajajo in zakaj nekem drugem nenadoma nastajajo. Kakšno funkcijo imajo, kakšne družbene funkcije imajo, čemu nastanejo in kakšne funkcije imajo recimo danes. Zakaj se nekateri principi recimo javnega šolstva pri nas, pa ne samo pri nas, če se zadržimo pri nas, vlečejo še iz časov Marije Terezije. Zakaj učenci še vedno sedijo tako kot vi zdajle? En za drugim, v vrstah, na stolih in recimo učenci sledijo učitelji in zapisujejo in se potem doma na pamet učijo. To je princip iz časov Marije Terezije. Zakaj še vedno obstaja 250 let pozneje? To je dobro vprašanje. Kot da ne obstaja noben drug način učenja. Pa seveda obstajajo. Z lahkoto pokažejo, da obstajajo. Zakaj je ta še zmeraj tako pogost? Zakaj prevladuje? V čem je njegova racionalnost, naprimer, kot bi rekel Foucault, ali pa katerim namenom, naprimer, gospodstvenim namenom služi, katerim oblastnim razmerjem služi, če služi, se morda da ne. Foucault je pokazal, da služi. Se zade, torej, mehanizmi, nekaj principi, ki jih je, naprimer, imenoval mikrofizika oblasti, ki je nečem nevidna. In to je tudi eden od razlogov, zakaj tako dobro deluje, ker ljudje ne prepoznajo, sicer imajo oči, ampak ne vidijo. Ker ne morate videti mikrofizike v oblasti. Oziroma morate imeti najprej ideje, najprej morate imeti znanje in šele potem vidite. Brez znanja pač ne vidite. No in ko se Foucault tako ukvarja z zgodovino recimo inštitucij, ukvarja se že z mnogimi drugimi zadevami, zgodovina episteme, recimo, spoznavnih praks, zgodovina seksualnosti, recimo, zgodovina tehnologij sebstva in tako dalje. Nekaj dela. Ko to raziskuje, ko predava, ko poučuje, če lahko rečem, na univerzi, počne še nekaj drugega. In sicer, Foucault je bil eden redkih avtorjev, in to je tisto, kar je navduševalo Jacquesa Rancièreja. Je bil eden redkih avtorjev, ki je recimo tam v 60-ih letih, 70-ih letih spoznaval, da je treba narediti še neko dekonstrukcijo. Zdravi, ne samo dekonstrukcijo zgodovinskih praks, episteme, inštitucij in tako dalje, oblastnih mehanizmov in podobno, treba narediti še neko drugo analizo, še neko drugo dekonstrukcijo, namreč dekonstrukcijo človeških identitet. Da imajo v vsej tej zgodbi, v zgodovini inštitucij in tako naprej, človeške identitete ali pa bolje načini, kako ljudje razumejo lastne identitete, pomembno vlogo, pomembno funkcijo. Da, recimo, vsi oblastni mehanizmi, ki jih analizira Foucault, ne morejo delovati, če ne obstaja neka specifična človeška narava, če ne obstaja v ljudeh nekaj, kar omogoča delovanje oblastnih praks. In to je bila radikalna ideja. Kajti ljudje so večinoma razmišljali drugače. Da so oblastne prakse, pač preprosto prakse, ki jih izvajajo, naprimer pripadniki elit,
bogati ljudje, močni ljudje, vplivni ljudje, ljudje, ki imajo velike mišice ali pa ki imajo veliko vojakov, ali pa kaj podobnega, ki imajo velike meče in topove in kaj vse, da pač izvajajo oblast nad ljudmi, ne, da dajo mir, da so pridni, ubogljivi, da pač počnejo tisto, kar se od njih pričakuje, da se ne upirajo preveč, razen včasih, ko kakšnemu greščaku zažejo grad ali pa nekaj podobnega, ali pa ko se zgodi francoska revolucija, pa to se zdi redko kdaj. Ne? Večinoma se to ne dogaja, večinoma ljudi se ljudi ne upirajo in zdi se, da je to nekaj, kar je naravno stanje stvari. No, Foucault ni bil pripričan, da je to ravno naravno stanje stvari, zato se je vprašal, kakšne oblike subjektivnosti potrebujejo oblastni mehanizmi, da bi delovali. Prav potrebno je oboje, da nekako se ujame med seboj in da vse skupaj deluje tako kot en stroj, mašina. In to je seveda že prvi razlog, ki mu pomaga misliti, da če se strinjamo, da živimo v svetu, v katerem ne samo, da očitno ljudje med sabo niso enaki, to smo že rekli, da je trivialno res, ampak v svetu, v katerem velja še nekaj drugega, namreč, da razmerja ljudi niso pravična, da so razmerja med ljudmi razmerja izkoriščanja, da so to razmerja gospodstva, zaradi katerih imajo nekateri privilegije, imajo dostop do kapitala, nekateri drugi pa ne. Torej, očitno je, da distribucija moči, oblasti, če hočete, v občestvih, koliko jih poznamo, ni pravična, ni egalitarna, ne omogoča vsem ljudem, da bi imeli, na primer, dostop do tega, da bi lahko odločali, da bi lahko nekaj vplivali in podobno. To je tako rekoč trivialno družbeno dejstvo. O zadevah, ki se dogajajo zdaj, recimo v tej državi, večina ljudi ne odloča prav nič. Večina nas ne odloča nič. Mi samo zvemo za odločitve in zvedimo, na primer. Nekateri pač odločajo. Nekateri, malo jih je, ki pa odločajo. In to ni nujno povezano z demokracijo. Kje pa? Demokracija je bolj ali manj na papirju. V sedanjem realnem svetu se razmerja moči med ljudmi uravnavajo drugače. In Foucaulta zanima kako. Oziroma, ker ga zanima kako, ga zanima seveda tudi aksiom, princip, s katerim so danes začeli, to je princip egalitarnosti. Začne ga zanimati. Namreč tako zanimanje sledi sorazmerno preprostemu vprašanju, če živimo v takih občestvih, kot sem rekel, ali bomo kdaj, ali pa bi lahko kdaj živeli v drugačnih. Ali bodo občestva ljudi kdaj, kadarkoli v prihodnosti, kaj bolj egalitarna, kaj bolj pravična, kot so danes. Ali bo res kdaj napočil čas, ko bo več ljudi lahko vplivalo na svoje življenja in tako dalje, tako dalje. To vprašanje je logično in smiselno. Zato ga mora zanimati načelo egalitarnosti. Zdaj, kako še pridemo do načela egalitarnosti, če se posvetimo temu drugemu mehanizmu, če lahko rečem, ki je potreben za delovanje oblastnih praks, to je subjektivnost. Če analiziramo subjektivnost ljudi, če se sprašujemo, kako so zgrajene identitete posameznikov, kako so zgrajene identitete moških, identitete žensk, otrok, starcev, invalidov, homoseksualcev, norcev, kriminalcev, skratka, če se sprašujemo o tem, in Foucault se je na veliko. Lahko da se ne, zopet, ljudje se včasih enostavno glede tega ne sprašuje, da reče, da identitete ljudi pač preprosto obstajajo, da ni treba o tem nič misliti. Ženske so ženske, moški so moški, starci so starci, otroci so otroci, kaj treba o tem misliti? Za številne ljudi so identitete nekaj takega kot meteor. Nekaj, kar je pač padlo na zemljo in to je. In večina pravzaprav ljudi zato tudi verjame v vraževerje, v horoskope, na primer. Horoskop je tipičen način razmišljanja, ki podpira to idejo, ki sem ravno kar
povedal namreč, da so identitete ljudi naravne, oziroma da so fiksne, da so preprosto dane. Da so dane in da so identitete odvisne od recimo naravne zakonitosti, kot so gibanje planetov ali pa zvezd na nebu. No, Foucault seveda ni naivan in jasno, da to spregleda. Tako zelo preprosto pač ni. Identitete ljudi so konstrukti. Osebnosti so konstrukti. Veliko stvari se mora zgoditi, da se oblikuje identiteta katerega koli človeka. In različni pogoji družbenega življenja kreirajo različne identitete. A pa raje rečemo oblike subjektivnosti. S tem se zdaj ne bomo ukvarjali, smo se pa že. Smo se že dovolj ukvarjali z samim konceptom subjektivnosti in subjekta. Torej, če se lotimo, če analiziramo, če dekonstruiramo take oblike subjektivnosti, potem moramo priti do aksioma egalitarnosti. Kako to vemo, kako to demonstrirati, kako to dokazati? Zdaj moramo narediti, ali pa najbolj bomo to ponazorili, če naredimo en preskok in si ogledamo, kako je do te ideje, do odgovora na to vprašanje prišel Jacques Rancière. Rancière je razmišljal takole. Recimo, da jaz verjamem, da je moja identiteta fiksna, da je naravno dejstvo in da lahko opišem svojo identiteto, recimo sam v sebi ali pa vam. Naredim seznam svojih lastnosti, zmožnosti, zmogljivosti in tako dalje, vse, se ni važno. Pač opišem svojo identiteto in na koncu rečem, potegnem črto in rečem tako. Jaz sem tole. To, kar tukaj vse piše. S tem sem izčrpno opisal lastno identiteto, k temu, kar tukaj piše, nimam česa dodati. To sem jaz, na primer. Vsaj v končnem času, taka je ideja, bi to človek lahko naredil. To, če ne v enem dnevu, to nas ne zanima. Zanima nas pač mentalni eksperiment. Torej, recimo, da jaz to naredim. In recimo, da to naredi vsakdo od vas. Potem se pa dobimo v takem prostoru, kot je ta. In, naprimer, se pogovarjamo. Gremo na simpozij. Vstopamo v medsebojne odnose. Kar sicer že počnemo, vsakdanje življenje. Kaj se nujno mora zgoditi? Če bi bile naše identitete tako določene, kot sem ravnokar rekel, imamo vsi silne težave. Kajti, v trenutku, ko bi vstopili v medsebojne odnose, bi začutili, da drugi ljudje vplivajo na nas, že svojo navzočnostjo, s tem, ko počnejo tisto, kar počnejo, in nas silijo, tudi če tega eksplicitno ne rečejo, da bi naredili tudi kaj takega, česar mi na tem seznamu. Torej, nenehno bi se nam zastavljalo vprašanje, ali lahko jaz, ki trdim, da je moja identiteta taka in taka, naredim tudi kaj takega, česar ni na tem seznamu. In seveda odgovor bi se ponujal že vnaprej. Ja, lahko. In zagata ne bi bila majhna. Če lahko, po kateri logiki pa? Če je moja fiksna, torej identiteta določena. Osebnostna struktura. Se ni važno kaj. Kako je to sploh možno? Prav, to bi bila empirična izkušnja, ki bi nas nujno bi nas začela vznemirjati. In bi se vsakmu od nas zastavilo vprašanje, a je prav, da jaz to naredim, ali ne, ne vem, banalne stvari. Dogajale bi se banalne vsakdanje stvari, ki dejansko tudi se dogajajo. Naprimer, moški se znajde v taki situaciji, v kateri bi bilo treba jokati. Naprimer, bi bilo treba. Je taka, da vse kaže v to smer, da bi bilo. In se rečejo, ja, ampak jaz sem moški. Moški ne jokajo, torej moram se zadržati,
moram narediti vse tisto, da ne bom pokazal, ne, da sem bolj mehak, kot se zdi, kot tle piše, ne smem pokazati, da sem morda bolj ranljiv, kot pa tle piše. Pa s tem se ljudje ukvarjajo vsak dan. Ali naj grem čez tako določene meje, a se spodobi, a je prav, ne? A sem jaz to sploh sposoben, oziroma kaj si bodo drugi mislili, če bom to naredil in tako dalje. To počnemo, ne gre samo za mentalni eksperiment, ne? To počnemo v vsakdanjem življenju tako rekoč vedno znova. Torej, in seveda Foucault to ve, imamo vselej že težave z lastnimi identitetami. Radi bi verjeli, da so take, hkrati nas pa naše lastno prepričanje ves čas postavlja pod vprašaj, oziroma nam sporoča, če lahko tako rečem, sami sebi sporočamo, ja, ti verjameš, da si tak, ampak najverjetneje pa nisi. Si še kaj drugega in tako dalje. Spravi, vsakdanje izkušnje nam nenehno dokazujejo, da so naše identitete lahko kvečemu odprte, ne pa končne in določljive in fiksne. Prosim. Imamo vprašanje ravno povezali s tem, če je večina naše identitete določena, nam to načeloma lahko pomaga. Recimo tako, 95% je tak, 5% je fluktuacija. Pravi, da se drugače recimo osebnost, oblikuje nekaj 15-20 leta, na podlagi tudi faktorjev okolice. Tu smo zdaj, ta ocena točna ali ne, ampak bolj grobo se tam, načeloma bolj fino se kasneje, razen če res pride do velikih sprememb, pa pri ljudeh imajo visoko samozavedanje oziroma razsvetljenost, o kateri ste prej govorili, zelo veliko delajo na tem. Ali ni to podatek, v bistvu, s katerim je človek lahko dosti pomenjen, torej večino stvari vem, 5 strani drži, je še ta ena stran, ki je ne vem, ki je odprta, kako pridem do nekega nivoja. In ali je to res tako pomembno vprašanje, ali se to spreminja ali ne. Namreč, gre se za to, koliko lahko spremeniš. Ker v končni fazi, če pogledamo, vi ste rekli, da je lahko nekaj v končni fazi časa določil svoje identitete. Jo ne moreš podobno kot problemiti, ne moreš, lahko sem prideš do določenih stvari, če se razumemo. V limiti bi dosegel te limite, pa nikoli ni. Ampak še vseeno si lahko pomagaš s tem, če si dosegel dovolj dober približek. In ti to omogoča lažje življenje, razumevanje sebe in človeka okoli, kjer izjema potrjuje pravilo, če se tako izrazim. Z besednjakom, ki smo ga že uvedli, bi lahko rekli takole. V imaginarijih je to vsekakor res. V svetu iluzij, fikcij, zrcaljenja je vaše razmišljanje popolnoma na mestu in deli ga verjetno skoraj vsak človek. Ker se mu spontano ponuja in v imaginarijih tega ne rabite verificirati. V imaginarijih je vse to, kar ste rekli, že vnaprej res. Zato ljudje, pravim še enkrat, v imaginarijih kakšnih prav posebnih problemov niti nimajo, ker se sproti učijo od malega biti to, kar morajo biti. Se pravi, deklice se učijo biti deklice, naprimer od svojih mater. In dečki se učijo biti dečki. V Sloveniji mogoče za kocino drugače kot na Kitajskem, ker so drugačne razmere, drugačne tradicije, drugačne kulture, karkoli že, ampak kdo bi cepil dlako, ni nobene potrebe in zdi se, pravim še enkrat, v imaginarnem svetu se zdi, da je tako tudi najbolje, hvala Bogu, da je tako, in se poskušamo s tem tudi sprijazniti. Se poskušamo, sem tak, kakršen sem, ne se to ljudje nenehno tudi govorijo, sprejmite me takega, kakršen sem. To je celo velika vrednota. Zakaj me ne sprejmete takega, kakršen, ali pa komu želimo, recimo rečemo, bodi še naprej tak, kakršen si. Ker je s tabo itak, je vse v redu. Drugemu
nenehno torej potrjujemo, bolj ali manj sicer. Ja, ne moramo malo to zakomplicirati, ker tako enostavno pa spet ni. Tako kot sem prej rekel z korteksom, ki bi ga raje en delček bi pa izrezal. Vse v redu, ampak en delček pa skozi moti. In v imaginarjih je tako. Če bi bili svetovi samo imaginarni, bi se to v veliki meri lahko celo išlo. Ampak jaz ne moram biti tako naivan, da bi rekel, ja, fajn, ne, sej, pustimo zadevo v primeru, tako je. Ne. Preberete prvo stran, recimo, ne vem, Hegelove, seveda, zdaj boste rekli, ja, zakaj pa zdaj Hegela treba brati. Dobro, zaradi mene tudi lahko še enega drugega avtorja. Zdaj Hegel mi je pač, ker je bil tako dober, prišel na misel. Meni pač Hegel, zdaj nekomu drugemu je pač nekdo drug prišel na misel. Ampak vseeno. Zakaj je Hegel, mi se nam postavi vprašanje, zakaj je Hegel porabil tako veliko časa za razmislek o nekem temeljnem principu, zopet, nekem temeljnem spopadu med človeškimi bitji, ki poteka nenehno. In to je bitka, spopad za priznanje. Človeške identitete potrebujejo medsebojna priznanja. Jaz ne morem biti moški, če okrog mene niso drugi ljudje, ki priznajo, da sem moški, ki me potrjujejo v moji moškosti. Da mi oče reče, karkoli že, da me mama nima za punčko, da mi ne reče, mogoče bi pa ti tudi kikalco oblekel danes, enkrat za spremembo, da už zmeram, se pravi, identitete obstajajo samo, če so potrjene. S potrjevanjem identitet, pravi Hegel, je pa praviloma križ. In to ve tudi vsak človek. Ljudje se ničkolikokrat pritožujejo natanko nad tem. Sploh ne vejo, kdo sem jaz v resnici, ne poslušajo me čisto do konca, ne potrjujejo, stalno me kritizirajo, ves čas pričakujejo, da bom nekaj drugega, kot v resnici sem. Zakaj je tega potem tako veliko, če bi pa zgodba tako preprosta? Ja, ravno zato, ker ni preprosta. Nažalost. Nažalost so identitete. Seveda, psihologi jasno to že znajo povedati, da se, ampak pozabijo pa nekaj drugega povedati. Osebnostna struktura nastaja. Ja, sama od sebe že ne. Saj ne raste tako kot drevo, ki ga posadite. Osebnostna struktura, da bo pri tistih 25 letih, da se bo nekako izoblikovala, približati, koliko je treba in tako dalje. Milijon stvari se mora zgoditi v tem času. Ogromno ljudi okrog tega otroka in mladega človeka in tako naprej, mora to tudi potrditi. Če ne vem, če kdo bral moje knjige, oziroma najne knjige, ki so jih napisali z Ano, a veste. Ena od pomembnih funkcij, ki jo ima ta knjiga, pa te 4 knjige, je tudi ta, da prikaže, kaj vse se dogaja, ko pa to izostane, ko pa tega potrjevanja ni, oziroma saj vedno je, seveda. Sam, da je potrjevanje v tem primeru, naprimer, bolj destruktivno, kot pa. Saj lahko, o tem se razmišljajo že številni avtorji, saj lahko poskušate vzgojiti tudi psihopata. Ok, naredimo eksperiment, ali lahko dojenčka, ki se je ravnokar rodil, spremenimo v psihopata. Lahko. Lahko. Mislim, ne zlahka, nažalost se pa da. Potrebuje dovolj preko tega čudnega, bizarnega potrjevanja v psihopatskosti. Se pravi, potrebuje veliko nasilja, seveda pri tem tvegate, da vam prej umre, da ne bo prenesel vašega nasilja, ampak vsaj v miselnem eksperimentu se to lahko izide. Če ste ravno dovolj nasilni do nekoga, ste lahko prepričani, da boste ustvarili zločinca, psihopata, pač nekoga, ki bo nasilen in tako dalje. Ja, do te mere seveda se moramo strinjati. Vse to je mogoče narediti in to se tudi dogaja. Sam še enkrat, to je edino, kar bi rad dodal, je ne samo od sebe.
Ok, se pravi, v nekem smislu se moramo ljudje strinjati drug z drugim, da smo to, ali pa da smo vsaj približno to, za kar se imamo. Zdaj, to še pol zgodbeni, to še uvod ni pravzaprav. Povedati moramo nekaj, kar je pomembnejše. Namreč, zakaj pa ljudje, pa če so še videti še tako normalni, in če živijo čisto povprečna, normalna življenja, pridajo naprimer na kavč k kakšnemu analitiku in se začnejo spraševati, kdo jaz sploh sem. Zakaj, če pa to tako zelo očitno in tako zelo preprosto? Odkot zdaj, kar naenkrat pa to spraševanje? A sem jaz res jaz? Ne? A pa, če mečkem, rekel, zaostrite zadevo, čist malo, ni treba veliko. A vi, ki ste moški, ne? A vi res veste, kaj pomeni biti moški? Ampak tisto, res za res, ali vi zgolj sprejemate, da pač ste? Ne? In če bi vas nekdo vprašal, kako veš, da si ti moški, bi rekli, lej, zgledam kot moški, ne, imam brado, imam uno konstitucijo, pa še mogoče bi se na gene sklicevali, ampak nekje v vas bi še vedno ostajalo vprašanje, ok, ampak a je to res čist dovolj, da sem moški, oziroma, kaj to sploh pomeni biti moški? Kaj pa, če bi dal na mest moški, tja noter nekaj drugega, ne vem, se bom žbil. Ali ne pridete čisto na koncu do enega zelo nenavadnega vprašanja, da gre zgolj za nekaj nominalnega, nalepko, pač ta je moški. Da to samo po sebi ne pomeni nič, da bi bilo lahko namest moški tudi kaj drugega, kamela. Samo potem bi pač kameli morali dati neko drugo nalepko. O tem se je spraševal Platon v Kratilu, v spisu Kratilos. In kaj pomeni, sej, a ni Freud v zrelih letih sprožil tisto znamenito vprašanje vas Vilda Svajt. Kaj bi ženske sploh rade? A ženske same vejo, kaj bi rade. In seveda se ga pol napade z vsemi topovi feministke. Ampak če to odmislimo, vprašanje je radikalno za Boga. Zato, ker ljudje nismo samo imaginarna bitja, so tudi simbolna. In zaradi tega se pravzaprav nenehno sprašujemo glede lastnih identitet, tudi če tega empirično ne počnemo. Vse ljudje se ne sprašujejo zjutraj, ko ostanejo, ok, čak, zdaj jaz najprej preveril, a sem še moški, ali da se ni po noč kaj zgodilo, a se sveda tega ne počnejo, empirično. Se tudi ni treba, ker simbolne strukture, v kateri smo potopljeni, to pravzaprav na nek način počnejo same od sebe. In zato se tudi pogosto znajdemo v situaciji, pogosto se znajdemo, ni res, da se redko znajdemo. Ko nam ni popolnoma jasno, saj nam je približno, ampak ni nam pa popolnoma jasno, kako se obnašati, da bomo še to, kar torej domnevno smo. Prenesite to vprašanje, ne vem, tukaj vas je dovolj, vas je nekaj, ki ste dovolj stari, da gotovo imate otroke. Kaj pomeni biti oče? Mogoče to malo boljše vprašanje, če je ono prvo tako zelo očitno, moški so pač moški. Kaj pomeni biti oče? A veste, to niso enostavne zadeve. Rodil sem jim otrok, danes zjutraj. Ok, jaz sem zdaj oče, fajn. Kako se očeti obnašajo? Kako se obnašati do tega otroka naslednjih 25 let, da se bo neko osebnostno strukturo razvil in da bom, kot se reče temu, odigral vlogo očeta. To niso preproste zadeve, številni ljudje pojma nimajo. Ali pa po drugi strani, recimo, kaj pomeni biti mati? In kako je, ali pa zakaj je, to vprašanje je legitimno, zakaj je, pa zakaj se zdi, da je tako zelo jasno, kdo so matere in kaj počnejo. Čeprav ni, ampak vendar se zdi, kot da je. Saj bo mama poskrbela. Zakaj se zdi, da je mama veliko bolj omnipotentna kot oče? Zakaj se avtomatično skoraj prepopa materi
vzgoja. Mame nekako že po neki svoji logiki vejo, kako vzgajati, očetje so pa malo tako bolj štorasti, pa čudni, pa malo so tam ob strani. Po kateri logiki? Enega argumenta ne morete navesti, da je tako, pa vendar se zdi, da je tako. O tem govorimo. Sam še ta stavek, da kakorkoli boste obrnili, naprimer, rekel, osebnostno strukturo in jo opisali, tako kot sem prej rekel, na dolgo in poširoko, da psihologi počnejo, a veste, jaz sem študiral psihologijo na začetku, psihologijo osebnosti, recimo. Imate tipologijo, kakor hočete. Veste, izpit pri psihologiji osebnosti je en težjih izpitov, ker je toliko tega, toliko teorij osebnosti in toliko tipov osebnosti. Pa imate vse znati na pamet. Ta tipologija, una tipologija, Maslova, ne vem katere tipologije, Karla Rogersa, ne vem, Olporta, kakor hočete jih je. Potem se to učite in učite in učite in učite, se to pač v naredu, ne, se moram. In pa se reče, ok, zakaj je pa toliko velik? Zakaj so pa Newtonovi zakoni samo eni? Saj obstaja 15 Newtonovih zakonov. Eni či zadoščajo. Drih zato, ker zadeva ni tako zelo preprosta. In jo ne morate spraviti tipologijo. Zato bo vsak dober psiholog, če se hoče spomenik postaviti, naredil svojo. Bla, 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 bla. Jungova, zdaj pa še Jungova. Ok, zakaj pa? Ne? Če se vprašate, zakaj je treba zdaj to, pa to, pa to, pa še peto? Namesto, da bi naredili meta-analizo, pa bi ugotovili, da so vse fovš. Da v bistvu vse poganja ista nemožnost. Ne morate spraviti človeka v tip. Ne? Pa vse to poskušajo. Namesto, da bi rekel, kot sem rekel, ne? Vse zgrešijo pravzaprav svojo poanto. Ker jo nujno zgrešijo. Zato raje govorimo o psihoanalizi v subjektivnosti, ne pa o osebnosti. Ker osebnost zveni tako zelo fiksno. Ta tip. In tudi ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju tipologije, to je pa tak tip. Meni je groza, recimo, ko to slišim. Kaj še je, da meni je kdo hotel spraviti v tak tip? Jaz protestiram z vsemi orožji, ki jih premoram. Prosim. Kako bi pa lahko razmišljali, recimo, na pragu šele, kaj pomeni biti moški, kaj ženska, oče, mati in to razliko? Torej, da ne razmišljamo tako, kot smo navajeni in kot se nam ponuja, ampak recimo kakšen koncept, mogoče na pragu sploh kam misli usmeriti, da sploh lahko začnemo razmišljati, kaj je to moški. In ali je to nekaj arbitrarnega. Mislim... Zdaj, po eni strani se v resnici, v kulturi, v kateri živite, imate cel kup tipologij in cel kup kognitivnih orodij, da to zlahka naredite. Zlahka naredite, odgovorite recimo na vprašanje, kaj pomeni, to tudi ljudje počnejo, včasih je prav zabavno, jaz sem kako to videl, življate. Recimo, če bi zdaj naredili eno anketo, pa bi vprašali recimo 10,000 Slovencev, kdo je pravi Slovenec. To je bilo blazno zabavno, jaz bi se rolal od smeh, to je bilo noro. In bi dali ljudje, vsak ima, koliko bi mu dali, ne vem, 3 minute. Povejte, kdo je za vas pravi Slovenec, prava Slovenka. Ne vem, ta pravi otrok, ta pravi starec, srečna družina. Za Boga, s tem smo se ukvarjali pred kratkim, katera družina je srečna, pa ta prava, in katera ni. To so nenadoma, so resne zadeve. Ravno zato, ker se zdi, da vam kultura vselej že ponuja orodja, kako misliti. Srečna družina je oče, mati pa otroci, ponavadi fantek pa deklica, pa fikus, pa pes, pa konj, pa ne vem kva še vse. Pa hišica na obrobju, ne vem kje. Tako je, teh stereotipov, teh dobesedno tipov je kukar listja in trave. In seveda, ravno zato, ker jih je toliko velik in se zdijo prepričljivi, se pogosto, zlasti v časih kakšnih družbenih kriz in vzpona nacionalizmov, v enem takem obdobju, pravzaprav zdaj živimo, ko se na mnogih koncih sveta uspenjajo nacionalizmi, ravno zaradi tega, ker sem povedal, tako hitro tudi ponudijo odgovor. Odgovor na vprašanje, naprimer, to je bilo zdaj par dni nazaj v Franciji, ko se začenja predsedniška kampanja, a pa na Nizozemska, pa kjer čtem, Mađarska, gledajte, Slovenija tudi. Nizozemska je dežela Nizozemcev. Kdo so ta pravi Nizozemci? Ja, oni iz Maroka že ne.
Torej, vi ven, ite, da sej veste, kam zgodba pelje. Kdo so ta pravi Američani? Ja, oni iz Mehike že ne. Enako, kdo so ta pravi Slovenci? Ali bomo dovolili, da pridejo k nam tudi ne ta pravi Slovenci? Itak, da ne. Torej bomo postavili na požičnato tam nedolj mejo, da ne bomo mogli noter. Glih zaradi tega, ker imate preveč odgovorov in prehitro na dlani. Namesto, da bi rekli, čakaj, Rutar je rekel, da tako zelo preprosto pa spet ni. A res obstajajo ta pravi Slovenci? Lepo vas prosim, če mislite mačkan, katerokoli definicijo ta pravega Slovenca, lahko postavite pod vprašaj. V končni fazi samo vprašajte se, odkot so pa prišli. A so ta pravi Slovenci prišli iza Karpatov, recimo, da je ena ideja. Ja, a so bili tam ta pravi Slovenci, a so nekaj drugega. Kdaj so se prelevili v ta prave Slovence? Katera je tista distinktivna poteza? Včeraj še nisi bil ta prav, dosti pa naenkrat si. To ni preprosto. A so preplavali po Donavi ali kje že? Kaj so bili prej? Ta pravi Američani. Ja, pejte 500 let nazaj. Zavrtite čas. Kdo od današnjih ta pravih? Nobeden. Ker so tam živeli Indijanci. Vsi ta pravi Američani pravzaprav so od nekod prej prišli in so bili ne ta pravi. Ja, po isti logiki tudi danes lahko pridejo ne ta pravi, pa čez 500 let ta pravi. Te stvari so arbitrarne v končni fazi, to hočem povedati. Temeljijo na naključnostih, to je Foucaultov odgovor. Temeljijo na kontingentnih detajlih, ki jih seveda kultura z vsemi svojimi režimi in postopki in procesi, mikromehanizmi moči in tako dalje, pregnete in ponuja ljudem v obliki recimo kognitivnih rešitev takih problemov, ki so v resnici mnogo več kot trivialni. Kako jaz vem, kdo sploh sem? Dajte vse klišeje proč. Dajte vse stereotipe proč, pa boste ugotovili, da pravzaprav nenadoma se znajdete v enem položaju ene gole, prazne identitete. In taki trenutki suspenza recimo tudi obstajajo, ljudje poznajo take izkušnje, pa ne gre za izkušnje s pomočjo kakšnih halucinogenih drog, ali pa psihotične izkušnje, ali pa kakšne druge blodnjave, izkušnje, tako nekaj človek bolan, ali pa kaj podobnega, ali pa so prizadeti njegovi možgani, se lahko znajde v položaju, ko reče, wow, okej, kdo sem jaz? A bi vi lahko veste, kdo sem jaz? Poškodbe glave, travma, 2 meseca ste v komi, se zbudite iz kome, pojma nimate. Kaj pa ta roka? Kaj pa je to? Kaj to tle dela? Ko nimate več orodja, da bi sploh mislili, da bi lahko rekli, to je moje telo. Ker gledate, vidite pač neko zadevo, niti ne znate pojmenovati, veste, kaj je to. Veste, da je to roka, da ti poškodovali možgani. Kaj šele, da spada k vam, da je vaša. Jaz imam recimo izkušnje z ljudmi, ki so imeli psihotične izkušnje, ko so rekli, dajte mi tole stran, to ni moje. Odrežite, me moti, to ni moje, pa to tle dela, to pripeto na moje telo. Prosim, odrežite. Včasih se zgodi, da ljudje to tudi zares počnejo, naredijo to. Si bom to odrezal, ker itak ni moje, ker me moti, to je tujek, to je od unga, soseda, potaknili so mi. In tako naprej. Če imel kdo od vas izkušnje z recimo paranoidnimi psihozami. To so skrajne izkušnje, ki pa pravzaprav potrjujejo to, kar sem rekel. Ker če bi bila identiteta tako zelo fiksna, potem ni možna psihoza. Odkot psihoza? Prosim. Zelo zanimivo je, kar povedujete. Me pa zanima tu, ali je zadnja stvar, kateri lahko določimo, kaj je funkcionalnost. Prej ste razvadili družina. Kaj je to prava družina? To je manj določa funkcionalnost. Če dela, ima verjetno neke znake prave družine. Če ne dela, ne. Ali pa nutno ima fizika, ne. Dela na zemlji, ne dela na velikih razdaljah, ne dela na malih razdaljah. In če se naprej nagnem na popravite, da je ni poenotene psihološke teorije, tako ni bilo poenotene fizikalne predmetno, morda
obstaja dovolj dober približek, kot je nuklearna fizika za Zemljo, druge pa ne, ki dovolj pojasni funkcionalnost človeka in ker pojasni samo funkcionalnost in ti da zrcalo, kako funkcioniraš, je v bistvu najbolj objektivna, najbolj neodvisna. To se vam ne zdi možna varianta. Ker logična težava obstaja. Namreč, to je samo trik. Če vi rečete, ok, obstaja približek, vas jaz moram vprašati, ja, približek k čemu? In smo na začetku. Ne morete reči, da obstaja približek, če mi ne poveste, ja, približek do česa. Če pa veste do česa, zakaj pa rabite približek? Newtonova fizika tudi vidi, da na velikih in malih razdaljah ne dela. Tukaj, v tem časnem prostoru na Zemlji, je pa funkcionalna. Kot je lahko funkcionalna raznolika familija ali pa kot je lahko funkcionalna pogledu samega sebe. To pomeni, da določimo, da je stvar dovolj funkcionalna, dovolj dober približek, da delam z njim naprej in se mu poskušamo imeti približek. Vse to počnemo v vsakdanjem življenju. Vse to moramo početi. Ker bi življenje postalo neznosno, če bi se nenehno ukvarjali z detajli. Spet bom dal za primer obsesivca. Obsesivno nevrozo. No, obsesivc gre, rekel, onkraj te meje in kaj? Njegovo življenje je samo mora. Se pravi, moramo nazaj, ja, približki, je važno, da deluje, da funkcionira in tako naprej. To, kar je pa naš privilegij, pa je, da se ukvarjamo s teorijo. Da raje to, kar naredi obsesivc v praksi, ker je življenje neznosno, naredimo to v teoriji. Recimo vsake toliko časa, recimo tukaj. Pogremo pa domov, čez 1 uro bomo šli domov, pa bomo spet rekli, da je približno je čisto dovolj dobra, router je malo zmešan, jaz čisto vem, da sem moški, ne bomo se zdaj z detajli ukvarjali in podobno. Ja, pa čez 1 mesec boste spet tle. In bi vas lahko vprašal, zakaj. V končni fazi bi vas lahko že zdaj vprašal, ali pa nas vse, zakaj smo tle. Če nas ne zanima teorija, potem je brez veze, ker smo absurdni, da smo tukaj. Če nas pa zanima, pa nas pa ta trenutek ne sme zanimati empirija, kot bi rekel Hegel. Ker ima teorija svoje principe. In torej, teoretski principi, ki jih tukaj mislimo, med njimi je tudi tale. Greva nazaj k srečni ali ta pravi družini. Opišite eno družino. Seveda takoj, ker bom v zadnjem svetu, bom rekel, na tem svetu, v času, odkar obstaja Zemlja, je bilo tipov družin ko listja in trave. In v ekstenziji jih bo še več. Kako si zdaj sploh drznete reči, med vso to množico je pa ena, ki je ta prava? Pod katerimi pogoji boste določili tisto, ki bo ta prava? Obstaja množica različnih in v svojem času in v svojem okolju so bile vse po svoje funkcionalne, ker drugače ne bi mogli delovati. In tukaj se strinjam z vami. Ampak vi potem sebi skopljate grob in rečete, ok, sej, če nekaj deluje, se moramo zadovoljiti z multipliciteto. Obstaja množica, pa ne morate reči, da obstaja ena, ki je ta prava. Obstaja samo različne. In vse, v tem je, veste, to je ljudje, ki tako razmišljajo prehitro, naredijo še eno logično napako. Namreč, če govorimo recimo o različnih tipih družin, naredimo tole napako. Namreč rečemo, obstaja univerzalna družina, imenujemo jo družina z velikim D, dobro, ker živimo v tem svetu, Platon bi se s tem pozabaval, živimo v empiričnem svetu, ljudje smo pokvarljiva roba in tako naprej, živimo v idealnem svetu idej, tam je družina z velikim D, tukaj so pa kaj? Samo družine z malim D. Nobena ni ta prava. Razen spet v nekem drugem svetu. Mi moramo ta premik narediti. Logična napaka pa je, da ne naredimo premika in da rečemo, ne, tukaj na Zemlji je ena, ki zadošča pogojem, da ji rečemo, da je ta prava, da jo zapišemo z velikim D. In potem, recimo, da jo določite. Recimo, da jo določite. Rečete, ok, smo jo opisali, ampak si to sem že pred pol ure rekel, da smo jo narisali
In zdaj rečemo, če hočemo biti približno resni in hočemo biti, domnevamo, da hočemo biti. Ker, fajn, zdaj pa poišmo. Zdaj smo jo opisali, zdaj pa gremo z lučjo po svetu jo iskati, kjera je. In kaj bomo ugotovili, da vsaka zgolj odstopa od te. In smo na začetku. Seveda odstopa, ker, zdaj, malo filozofsko, če povzamem malo, da ne bomo samo drobili, seveda odstopa. Zakaj? Zato, ker drugače ne more biti. Ker vselej obstaja, ker nam to možgani omogočajo in naša misel, razmerja med univerzalnim in partikularnim. In obstajajo zgolj partikularnosti kot načini, različni načini, kako se univerzalnost pojavlja, recimo v našem empiričnem svetu. Univerzalnost se ne more pojaviti kot univerzalnost. Lahko se pojavi samo nekaj, kar je drugačno od nje. Ali, recimo, če gremo k kakšnemu drugemu avtorju, pa tretjemu, se bolj ali manj so se vsi filozofi veliko zdaj, kar je Leibniz. Leibniz je to fenomenalno pokazal v svojem argumentu o tem, da živimo v najboljšem od vseh možnih svetov. Pazite, poznate ta Leibnizov argument? Mi ne živimo v absolutnem svetu, ampak v najboljšem od vseh možnih. Ampak, kaj je s tem pravzaprav povedal? Ker človek bi lahko rekel, a je pol to tisto, ta pravi? Ne, on ni rekel, da je. Obstaja množica, eden je pa najboljši. Zdaj, kaj je bil njegov argument? Leibniz je matematik. Tudi. Filozof. In je izhajal iz osnovne ideje, kako misliti Boga, oziroma kako misliti nastanek sveta, vesolja. Kako Bog lahko sploh karkoli naredi. Predpostavimo, da obstaja Bog, strinjajmo se s tem, kar piše v Bibliji, in recimo, da Bog ustvari nekega dne vesolje. Gledamo okrog sebe in vidimo, da je to vesolje vse kaj drugega kot popolno. Sploh pa, če gledamo Zemljo, sploh pa, če gledamo ljudi med sabo. To je staro scholastično vprašanje. Zakaj je toliko zla na tem svetu? Zakaj smo tako zelo nepopolni, če nas je pa Bog po svoji podobi naredil? Kaj je logika, nekaj manjka. In scholasti se s tem ukvarja in Leibniz tudi. Samo da Leibniz naredi eno drobno razliko v razmisliku, ki je fenomenalna. In reče, ok, Bog je ustvaril. Zdaj, Bog je omnipotenten, Bog je večen, Bog je univerzalen, se pravi, nobene partikularnosti ne moramo pripisati Bogu. Kajti vsaka partikularnost je spremenljiva. Vsaka identiteta v času in prostoru je spremenljiva. Bog ne more biti v času in prostoru. Ker če ne bi bil zelo človeški in bi se staral in če bi se staral, bi nekoč umrl. Zdaj, Bog mora biti zunaj. Mora biti večen, nespremenljiv, univerzalen. Po definiciji mora biti. O tem nimamo kaj razpravljati. Tak je aksiom. Ok. Ali ta Bog lahko kaj naredi? Moramo dati to v narekovaje, da ga bomo počlovečili. To je že Spinoza prepovedal. Leibniz je v Spinoza tega. Ne vem, če se glih naučil od tega, ampak mislim, da ja, ker ga je zelo material. Spinoza je bil fenomenalen avtor, sam prehpal umrl. Leibniz je želel še, vsej pol na koncu tudi, ampak ne vem, kaj ste se pogovarjali. In pravi, ok, kaj lahko Bog naredi? Ker če ničesar ne naredi, nekaj pa je naredil, ker je tole očitno zemlja in ljudje in tako naprej, tudi Bog. Kako sploh lahko kaj naredi? Pa recimo, to je zgodba, ki je bolj podobna pravljici, ker drugače ne moramo, ker rabimo metafore, ne moramo drugače tega narediti. Bog je Ta je univerzalen, je večen, je nespremenljiv. Ideja, pod katero se podpiše tudi Platon. In ta rekel, ima absoluten vpogled v samega sebe, ima nobenega partikularnega vpogleda. Ta ni zmožen za partikularnosti. Ok. Ustvari. Kaj ustvari? Bog, oziroma ima na voljo
na videz dve možnosti, s tem argumentom se vdem Hegel. V resnici pa samo eno. Namreč, ali Bog lahko v svoji omnipotentnosti ustvari še enega Boga? Na prvi pogled bi človek rekel, ja, ker je pač Bog. Leibniz in matematik je rekel Larifari. Ne more in ne sme. Kajti, če Bog ustvari še enega, sta nujno dva. Če sta pa dva, da bi bila dva, mora obstajati med njima razlika. Torej, eden od njiju ne more biti Bog. Ker je eden nujno manj Bog. To je pa drugo ime za vesolje. Bog ne more ustvarjati še enega Boga, lahko pa v svoji omnipotentnosti ustvari najboljšega od vseh možnih svetov. Prav, drugo v vrsti. Samega sebe ne more podvojiti, tisto, kar je pa naslednje, najbližje popolnosti, pa lahko. Oziroma ne samo, da lahko, pa celo mora. Ker ni zmožen za neke žblje na pol surove stvari narediti, v svoje torej vse mogočnosti, tega ne more narediti. Se pravi, Bog ni svoboden, mora narediti to, kar naredi, hkrati pa je omejen, je notranje omejen, ne more narediti še enega Boga. Bog nečesa ne more. In v tej nemožnosti je odgovor na problem, s katerim se vi ukvarjate. Dajmo se asimptotično, dajmo se v limiti in iznajditelj infinitesimalnega računa je torej, vsaj ločeno od Newton zagotovo Leibniz. Leibniz je a veste, če berete Leibniz, to so take bukle, treba brati, super, Leibniz je fenomenalen, ker je oboje, ker je matematik in filozof. Leibniz z lahkoto dokaže, zakaj mi nikoli ne moramo narisati popolnega kroga. Ker karkoli boste naredili, ne bo popolna krožnja. Popolna krožnja je čista abstrakcija. Ne morate narisati kroga, se ga nada. Ne obstaja, nikjer, absolutno ne more. Obstaja zgolj ideja kroga. Ker čim jo boste skušali narediti, če boste imeli dovolj velik mikroskop ali karkoli že, boste lahko videli, kako ni pravilna. Ker manjčko gor pa to na ravni atomov ali pa zaradi mene kvarkov ali pa strun, če greste. Ne morete. Zato nič ne pomaga, da rečete, ja se približujemo. Ne, ker ni ničesar, čemur bi se približevali. Obstaja zgolj nemožnost, ki je hkrati nemožnost približevanja sami nemožnosti. To je ta pravi argument, namenoma ta izraz uporabil. V tem je tisto ta pravo. Ljudje v imaginarijih dejansko mislijo, možno je narisati ta pravo krožnico, možna je ta prava družina, možna je neka popolnost in tako naprej. Dobro, no pa rečemo, če že ni možna, se pa vsaj približujemo. Vraga, treba je narediti korak nazaj in ugotoviti, da te možnosti sploh ni. Da je na mestu te možnosti v resnici nemožnost, ki poganja samo sebe. Nas ne poganja nekaj, da bi se približevali nečemu. Ne, sama nemožnost, da bi se dokopali do nečesa, nas poganja. Kam? K sami nemožnosti. Kar pomeni, da vse že smo tam, kamor bi šele radi prišli. Pa Hegelov argument. Samo da tega ne vemo. In moramo na nek način, to je bil tudi pravzaprav moj današnji argument, začeli smo z dekonstrukcijo, s Foucaultovo, rekel, potrebo po dekonstrukciji identitete. Ne obstaja, v tem smislu, kar sem zdaj povedal, ne obstaja nobena identiteta, ne samo vaša, pa ta prava družina, pa, ne vem, vesolje. Nobena identiteta v tem smislu ni dokončna. Vselej nekaj manjka, tudi Bogu nekaj manjka. Ne more nečesa narediti, je notranje blokiran. In ta nemožnost je pogoj možnosti. Ravno zato, ker ne more nečesa, lahko nekaj drugega. Zato vselej, recimo, če greste Fichte, da je samo Hegel, še malo Fichte, ko razmišlja o identiteti človeka.
Identiteta je vselej, bi rekel, ujeta v dialektično razmerje z neidentiteto. Ali pa, če hočete v vsakdanjem življenju, najbolj tak trivialen ponazoritev. Če hočete videti, kje stojite, morate narediti kaj? Premakniti se morate, da bi videli, kje ste stali. Ampak zdaj velja enako, da bi videli, kje stojite, se morate premakniti. In to delamo, nikamor se ne približujemo, samo premikamo se, gor pa dol. V tem je pomen dekonstrukcije. Zakaj je treba dekonstruirati identitete? Ja, ker so imaginarne, ker so fiktivne. In seveda, na določeni ravni, jasno, da se strinjam z vami. V vsakdanjem življenju, še nekaj jaz dodal, ne? Če je identiteta, nekdo reče, meni je na tem svetu fajn, jaz sem zadovoljen, ali pa sem celo srečen, ali pa vse mi je čist fajn živeti, jaz rečem, mi super. Super, nič ni treba narediti. Ok? V trenutku pa, in ta trenutek pride zelo hitro, ne? Ko ni več tako, ko nas začnejo simbolne identitete matrati, ko se znajdemo v takem položaju in to nam življenje prinese, ker ne moramo kar v nirvani lebdeti vse življenje. Ker prosto prej ali slej se moramo spustiti nekam na tla. In tam nas pa že čakajo vsa ta vprašanja. In ko nas vsa ta vprašanja pričakajo in nas zagrabijo, takrat pa lahko uletimo pa rečemo, no vidite, zdaj ste se pa znašli v tistem položaju, v katerem smo mi ves čas že hoteli, da bi bili. Pa ste se temu upirali, niste želeli, ste rekli, da vam je fajn in tako dalje. Zdaj ste pa dobili, ali pa ste na pragu vpogleda v naravo simbolnih struktur, v katere smo vselej že ujeti. In to nenehno poudarjamo kot papige. Ne? In dokler nam te strukture ne storijo nič takega, da bi nas to vznemirjalo, v redu, lahko tudi rečemo, ne rabimo filozofije, ne rabite brati Hegla, pa Ljavica, pa Spinoza, pa Kanta, pa Platina, pa Aristotela, pa ne vem, svetega Tomaža Akvinskega, ne rabite. In to bi bila lahko podoba raja na svetu. In še vedno marsikdo verjame, da je to možno doseči. Saj nekega dne bo pa tako. Mi pa odgovarjamo, nažalost ne bo, saj bilo bi fajn. Čeprav vprašanje, če bi bilo fajn. Ker smo že glih pri filmu. Serija. Black Mirror. Ok? Mislim, da je 3. sezona, kateri del pa ne vem. To se da ne spomnim. V glavnem. V neki advanced society, v neki prihodni družbi, razviti, visoko razviti, tehnološko razviti, ljudje umirajo takole. Se pravi, ko so na smrtni postelji, zanje skrbijo negovalci, negovalke živijo v luksuznih domovih za starejše, kako bi se temu reklo, se ne važno, skratka zanje je poskrbljeno perfektno. In čisto na koncu, ko je človek sicer še živ, mu ponudijo tole možnost. Ker imajo super zmogljive računalnike, ki so zmožni simulirati realno življenje in so zmožni simulirati življenje tudi te konkretne osebe, ji ponudijo, namesto da živite tukaj v tem realnem svetu, telo je že pač trpi in bolečine in gor in dol, vam ponudimo simuliran svet, v katerega se lahko preselite, vaš duh, če lahko tako rečem, se preseli. In nekateri to sprejmejo. Sicer še živijo in to zgleda takole. Izberejo svojo identiteto, spet so mladi, lepi, poskočni, zdravi, bla, bla, bla. Vse skupaj se dogaja na nekim obmorskem kraju, kjer večno sije sonce, in tam je cel kup enih zabaviščnih prostorov in ljudje pridejo tja in samo še žurirajo. Ena sama neskončna zabava. V smislu tiste slovenske oddaje, ki zdaj ni več, že malo pogrešamo, vse je mogoče. In, ampak, vse skupaj je narejeno tako, kot da bi bilo naloženo na enem disku
ki se vsak večer ob polnoči ustavi. Se pravi, ob polnoči pa konc. In potem se zbudiš zjutraj in spet ponoviš isto zgodbo, ampak ob polnoči spet konc. In tretji dan spet in na polnoči konc. In četrti dan spet in peti dan in šesti dan in tako naprej. Se pravi, raj na zemlji, ki pa je večno enak. Oziroma, zdaj ni čist enak, kot bi rekel Leibnica, ne? Ker v tistem lokalih, kamor hodi, en lokal, drug lokal, tretji lokal, ampak bolj ali manj srečuješ iste ljudi, pač vse tiste, ki so se odločili, da bodo v tistem okolju, a ne tam živeli. A res hočete živeti v takem svetu? To je vprašanje. Ne? Ali bi se raje vrnili v naš star, tak, sfuzlan, spufan, nikakav, stalno se nekaj zatika, skoro se ne sporazumi. To je vprašanje, prosim, jaz nič ne rečem. Nič ne rečem. In tudi potem, ko umrete, zares umrete, se pravi umrete, gre telo v krsto recimo, ali pa za kurje se ni važno, ampak vam pa ponudijo en dober stavek obstaja. Veste, na koncu ena gospa se odloči in tako super reče svoji negovalki, jaz sem se pa zdaj odločila. In ona se ne takoj ve, zakaj se je odločila. Telo bo umrlo, ampak kljub temu ne reče, ok, ste se odločili, ker možno pa je, da te ponudbe z tem diskom ne sprejmeš. Samo pač pokoplja in je konec. In on reče, odločili ste se, zakaj pa? In ta gospa starka reče, for the rest of it. Za ostalo, for the rest, tisto, kar ostane. Kaj je tisto, kar ostane? Večno ista lajna. To je tisti presežek, ki bi ga recimo v tem imaginariju dodal, svet je taka, pršenje, telo se stara, bolezni, na koncu umiraš, bla, bla, bla. Če bi še nekaj lahko dodali, da bi večno živeli, the rest of it. Ampak kaj je to? Večno isto. A res to hočete? Jaz mislim, da ne. Ampak prosim, zdaj je to stvar posameznika. Tisto, kar nam daje smisel in omogoča smisel življenja, je ravno nekakšna nepopolnost. Naših identitet nikoli niso dokončne, niso ta prave. Vedno, kot bi rekel Lacan, je nek manjko, nekaj manjka. Ampak ravno to je tisto, zaradi česar smo to, kar smo in smo živi in se lahko prepiramo in kregamo in se gremo filozofijo in smišljamo si življenje in najdemo smisel v milijonu drobnih zadev in tako naprej. Ta droben korak je treba narediti. Zato je potrebna dekonstrukcija. Kajti v imaginarijih se svojih identitet praviloma preveč oklepam. Zdaj, nič ne bi bilo narobe, če bi bila razmerja med ljudmi v družbi, naprimer pravična, ta prava, pa niso. Kar pomeni oklepanje identitet, v bistvu onemogoča spremembe na bolje, ker pomeni ponavljanje istega. Pomislite na kakšne srednjeveške imaginarije. Kmetje so kmetje in bojo vedno kmetje. In bodo počeli to, kar pač kmetje počnejo. Duhovščina in duhovščina zanje velja enako. In aristokracija, vojsko velja enako. 9., 10., 11., 12. stoletje do križarskih vojn, recimo, tridelna ideologija indoevropcev je natanko ta, kot na nebu, tudi na zemlji. A res hočete v takem svetu živeti? Ja, itak da ne. Kaj pa hočete? Ja, spremembo. Kmetje ne bi bili vse življenje kmetje, ali pa na veke vekov kmetje in bi igrali tam na zemlji. Mi bi pa še kaj drugega probali, naprimer kakšne privilegije duhovščine. Ne moraš, ker je Bog tako rekel, vi v tle bod. To je vaša ta prava identiteta. Jaz mislim, da je očitno, da ne gre tako. Zato je potrebna dekonstrukcija, da pokaže dvoje. Se pravi. Je, ne? Kaj imam jaz občutek, da je to timing? To ne moreš dojeti. Kaj imam jaz to v glavi? Da je treba nehati. V sekundo. 18:30. Neverjetno. No, ampak dokončamo. Ne, ni neverjetno, to pride z leti. Z izkušnjo. Dvoje, ne? Eno je
Z dekonstrukcijo posameznih identitet se odprejo možnosti za konstruiranje novih identitet. In drugič, odprejo se možnosti za večjo egalitarnost, ne enakost. Egalitarnost pa pomeni imeti, recimo, več priložnosti ali pa več dostopov ali pa več ljudi ima dostope do, naprimer, kapitala. To je v osnovi komunistična ideja. Kot community, kot več ljudi, ne samo elita, pa srednji razred, mogoče še malo. Ampak več ljudi. Se pravi, nas v osnovi, ko pravi Foucault, to fascinira Rancièrja, zanima torej možnost spremembe. Izhajamo pa, zdaj pa Saša to povem do konca, kaj pomeni aksiom egalitarnosti v praksi. Tisti, ki ga je sprejel, na začetku sem povedal, da ga lahko tudi ne sprejmete, ampak tisti, ki ga je sprejel, ga lahko tudi udejanja v vsakdanjem življenju. Kaj pomeni udejanjati aksiom egalitarnosti? Pomeni obnašati se, kot da so ljudje enaki. Čeprav niso. Zato to lahko deluje malo noro. Naprimer, Jezus je bil tak. On se je obnašal, kot da že obstaja nek drugačen svet, ki je bolj, če bi mu ljudje sledili v večji meri in se tega cilja tudi držali, bi tak svet lahko tudi ustvarili. V tem je naše upanje. Seveda vedno vemo, ja, mogoče pa ne bodo, eni bojo rekli brez veze, ti se bojo prebili na križ, ampak če ste sprejeli aksiom egalitarnosti, potem ne morete, da se ne bi obnašali drugače. Kar pomeni, da tudi nimate svoje identitete. Ne oklepate se nobene fiksne identitete, ampak ste odprti do vsake identitete. Obstaja izkušnja, empirična izkušnja, kot da nimate lastne identitete. Kot da ni fiksna, seveda, zaokrožena sama vase, da jo ne morete do konca popisati na enem listu papirja. Kar preprosto pomeni kaj? Kako prepoznamo take ljudi, ki so to sprejeli? Ne oklepajo se ničesa, ne vztrajajo, ker vejo, da so stvari odprte. Lahko se obnašam takole, lahko se pa tudi drugače. Kljub temu, da sem moški, lahko jokam. Ne bi se ukvarjal s tem, kaj bojo pa zdaj ženske rekli, ti smo prav moški, kaj bojo moški rekli, ker mi je vseeno, kaj bodo rekli, ker mi je nekaj drugega bolj pomembno, kaj bojo rekli. Namreč sam aksiom egalitarnosti je pomembnejši. Ok, zdaj moram pa nehati. Kratko, eno stvar vprašam. Sej, se vprašanje, če moj odgovor kratek, sej verjamem, da vprašanje kratko. Ja, se lahko pa za naslednjič, ampak mogoče na kritek, če se da. Vi ste omenili pri identitetah dva nivoja, sploh iz Lacanove teorije, pa se mogoče malo to zmotil, ker je mogoče malo zmede. Enkrat ste rekli, da je to v imaginariju, drugi ste pa govorili o upetosti v simbolno strukturo. Vse to ni isto, ne? Sveda ni isto. Simbolne strukture so pogoji imaginariju. Mi smo vselej že v obeh svetovih. To so razsežnosti sveta. In mi se premikamo lahko iz enih struktur v druge. In v imaginarjih rečemo vse to, kar sem se z gospodom pogovarjal. V simbolnem svetu pa ne. V simbolnem svetu pa ta zadnji del pripovedi od Lajvice naprej je simbol. To je čista simbolna zgodba. Stvari niso fiksne, niso dokončno določene, so odprte in tako dalje. V imaginarijih bi pa radi, ne, ta prav moški, jaz sem ta prav moški, bom pa že vedel, ta prav moški se obnaša takole, ta prava družina je una, ta dva homoseksualca, pa navota ustvar ta prave družine, pejta se zdraviti, pa mogoče kdaj boste itd. Ni na simbolnem nivoju še ena druga stvar. Simboli so pa definirani sploh. Simboli ni isto kot simbolno. Simboli ni isto kot simbolno, tega na svete ne želi. Ok, samo v simbolnem nivoju se ponovati stvari nekako opredeljujejo preko pozicij, ne? V simbolnem ravno ne. Za simbolno delovanje je značilno dekonstruiranje. To, kar mi počnemo tukaj, je simbolno delovanje. Teorija je simbolno delovanje.
Stvari postavljam pod vprašanje, lahko je tako, lahko je tudi drugače, dajmo še enkrat premisliti, mogoče pa ni tako, kot se zdi, da. V imaginarijih pa ne, v imaginarijih hočemo fiksne zadeve. Samo, je sploh možno brez opozicije govoriti recimo o jeziku, če kar ima kakršen? Ne, seveda ne. Samo da mi to v imaginarijih skušamo zanikati. Mi se obnašamo, kot da ni drevo, zato ker obstaja še nekaj, kar je drevo, ampak obstaja zato, ker je pač drevo. Rečemo, tup drevo. Kako pa to veš? Ja, tako vem. Kaj pa, če bi malo pomislil, veš, so Sirije napisal, ja, me ne briga. Ok. Dobro, hvala lepa, lahko roči.